Lepo zdrav, dober večer in dobrodošli v športni dvorani v Benediktu in Anita. Takole, ljubezen je v življenju pomembna stvar, ampak nekaj pomembnega se je zgodilo tudi v tvojem življenju. Se spomniš recimo kakšen teden dni nazaj, pa tudi tam v jeseni? Kaj se je zgodilo takrat? Kakšen teden dni nazaj, takrat sem trepetala, če bo dvorana polna. Ali kaj natanko misliš zdaj? Dajmo pogledati na to veliko platno, namreč zate imamo pripravljeno prav posebno sporočilo, Zajčkovo sporočilo. Anita, bilo mi je drago da si bila moja gošća na koncertu i želim ti puno uspjeha u karijeri, a nesumnjivo znam da ćeš je ostvariti. Hvala lepa, Dražen Zečič. Hvala za tole presenečenje. To pa je bilo 14 dni nazaj, ko se je tudi... Sicer pa lahko rečeva nocoj tukaj v Benediktu imena, ki smo jih videli na velikih odrih Eurosong, recimo nekako skupno ime, imenovalec nocojšnje prireditve, tudi Eurosong, in popevke. Tako imamo kar 3 predstavnike Eurovizije. Malo piha mi podri tudi ventilator. Tako moti me, ker te pa sem že tako prehlajena, te še pa to. Gor v to je firtok dvignilo. Dobro večer. Skor sem raketo vlo spustila. Jaz skor ne bi prišla, ker sem bicikl gledala, pa imam beli bicikl, ga nisem našla. Toti sneg mi je vse pokvaril skor. Vse vam tudi, zdaj pa smo vsi tu, ja. Zamaške sem prinesla. Da sem glih vzadi vohala, od česa je kaj, ker še dobre spomine imam na kjero flašo, če se je spomnim, ja. Te pa, ja, toto je meščalec. Toto je nekam čudno, se zgleda, da se je pokvarilo. Kaj? Ampak ne zdaj uvohavati te zamaške. Toti je od slivovke. Ne zdaj uvohavati, to boš pol, daj si, daj. Pospravi to, Kaj imaš pa tole? To je pa prehitro izpadli predsedniški kandidat. Tada sem rekla, Milan, gremo midva malo. Opa. Tada sem Milana Zvera prepeljala v Benedikt. Saj je tu blizu doma, Ja, saj je blizu doma, samo ni lepšega vidi v živo. Ja, luškan je, Tak košat rep ima. Košat rep, ja, jezik pa nima kosmat. Moteče kot nabrito. Miro, jaz sem doma študirala, ker midva smo tako vsako leto se nekako tu najdemo, Ja, zamaške posebej. Ja, vse to je plemenito, veš. Tako. Pa to v kraj vržeš, pa ne poštudiraš, da je to lahko za nekoga veliko pomeni, Ja. Tako da dajmo en aplavz, ker so se dobro spomnili, Ja. Saj jih je več, ne samo od te tončke, Ja, saj je več zamaškov, ja, samo to ti od slivovke mi ga daj nazaj, ker to ti... No, pa ne bom zdaj te imela, Veš, kaj sem te htela reči ti? Miro, saj vem, da nismo tako se ne poznama, samo ti veš, kakva je razlika med tabo pa med župnikom? Ja, presejšno po mojem. Niti ne, Miro, veš, je pa kar dosti vsebinske razlike. Če župnik, ti bom na tiho povedala, ne bojo čuli, če župnik seksa je greh, če ti pa čudeš. Glej, tam so stopnice. Teta Tončka je bila tole, sam ne po stopnicah past. Sedaj pa se bomo nekako preselili tja v začetek 80-ih,
ko je v Münchnu bila popularna melodija, ki jo je prepeval, lahko rečemo sedaj, naše gore list na nek način, prodal je 1 200 000 svojih glasbenih izdelkov. Dame in gospoda, tukaj je Daniel Popovič. Zaenkrat je gotov s programom. Samo sem jaz tudi našega tu klicala, gospoda Kanglera. Se rekla, čujte, tota televizija samo pravi, da ste gotov. Kaj boste povedal? Je rekel, veste, kaj vam rečem, jaz nisem gotov. Jaz bom še tlakovce uvažal za mestno občino Maribor. Posli. Znajdel se je človek, ne? Janša vprašala, se rekla, Janša, je rekel, da bo tlakovce uvažal. No, mislim, da zadeva ni napačna, tudi če bojo testirali na njemu, tako da. To ta slovenska politika, ne? To je tako, hitro. Teta Tončka, Ja, reči. malo mi je nerodno reči, ne? Eno prošnjo, imam eno veliko prošnjo. Kaj bi šel lulat? To sem že opravil, to potreba, ta je bila. Se mi je zelo čudno, da stari babi razlagaš to. Malo večja prošnja. Sneg je od zunaj, jaz nimam ne šala, ne rokavic, kaj šele kapo. Ja, te pa ni problema, ti pa Kaj če bi naredila. delal? Za 20 evrov. Daj, teta Tončka, Kaj, se pa to poceni, kaj bi rad? To je Boš bi bilo- ročno delo. pa nisi ti Herta, ne Berta, ne Gerta. Jaz sem Tončka, Jaz se to vem. jaz sem teta iz ozadja. Anito našel sem jo, karamba. Veš, zakaj sem jaz njo iskal? Kaj ti mene slikaš? Kaj bom tebe tudi pol, imam fotoaparat zraven. Veš kaj, Anita? Jaz sem tebi danes grando s presenečenjem pripravil, veš? Veš, koga sem ti pripeljal? Ne. Ne veš? Reči kaj? Verjetno tvoje sorodnike. Ja, los trompetos, amigos, caramba, de la mariachi. Boš videla zdaj, lahko že ploskate, caramba, medtem ko bojo oni prišli na oder. Jaz moram vam povedati, da se, moja babica, ona je prijatelj od predsednika de la Amerika, oni črni, veš, Baracka mama. Moja babica prijateljica in je, Baracka mama je sponzor de la mariachi, de la Mexico, caramba, da so oni lahko prišli danes na Anitin koncert tukaj. Kjer je že to koncert? 12. 12? Toliko, ko imam mesecev leto. Karamba. Mucho dobro. Tak, zdaj pa bom jaz tebe na oder peljal. Čakaj, jaz tem peljal, ker te lahko grizne, kateri. Veš, ker oni so hudi. Karamba, ker čili papajo. Tak. Zdaj pa dajte aplauz za štenge. Tak. Evo, mariači, Anita, priključi se jim, slikajte. Jaz pa grem ta čas še nulat, pa pridem bolj nazaj, veš. Karamba. Bienvenidos a Buenas noches. Mucho placer cantar a mexicana y cantaros legendarias Las Mañanitas. Spidi, Kje si ti? Spidi, kje si? Kje si ti, karamba? Spidi, Kam je šel, kam si tega videla? Spidi, Kje si? a tu si. Kaj sem že jaz na vrsti? Ja, pridi z te strani gor. Lahko? Ti si, ja. Lahko? Lahko? Kje pa je babica? Čakaj, bom se Pridi povedal. gor. Hitro, Čakaj, hitro. ti mene slikaš, sem luškan. To je tradicija zdaj naša familija. Spidi, hitro. Čakaj, ne moreš tako bolj hitro, karamba, mi smo bolj počasni. Mi radi počivamo, ne pa tako norimo, ko vi. Pa kocke mečemo, pa tako. En aplauz za Spidija. En aplauz za njega, še da ne bo ljubosumen. Kam gremo na sredo? Spidi, Tam tukaj. tukaj na X. Čakaj. Na X, Tako, ja. to je X, Ja, to je krat. dobro. Kje je Čak- babica? Te takoj ti bom pokazal samo trenutek. Jo, dam tu not, veš, ker pri vas dela non-stop dežuje, pa snežuje. Da se ne zmoči ona. Čakaj, to je okvir. Aha. Čakaj. Evo, O, babica. grando zlepot, lahko daš lupčka. Čakaj. Da lupčka, karama, kak je nesramen. Veš si se oslino. Je pa zdelana. Če pa vsi dajo lupčka, kak si ti hecen? Zdelana je. Od dedeka Rodrigueza. Ne slika, mislim, ne babica.
Nehaj, ti Okej. mene zafrkavaš. Veš kaj? Lahko jaz Ja. ono zapojem, samo če misliš, da oni znajo delati brum, brum. Kaj brn, brn. Ja. Znate vi delati brum, brum? Čekaj, ne probamo, no? Ja. 3, 4. Brn, brn. Pa ne ti, oni. Ja. No daj 3, 4, mamice tako bolj visoko, vzameš tak sapo zdela Helena Blagajna. Pa narediš brum, brum. Pošlo mami? Tak ja. Ja. Kdo je tebi všeč, moške ali ženske? Babica. Si tako visoko, je rekel, karamba. Zdaj pa moški Los Muchachos Medvedos Slovenijo zdela mišica fitness, karamba. Brn, brn. Pošlo? No dajmo, moški. 3, 4, 8. Brn, brn. Pa nehaj ti vzadaj, ne čujem. Karamba. Zdaj pa amigos otrokos, vi ste pa najbolj frajerski, karamba. Amigos otrokos de la miniatura človek, karamba. Daj, 3, 4. Brn, brn. No daj, 3, 4. Oni so vsi crknili, se meni zdi. Gotovi so. Gotovi so. Tako prmaši, karamba. Nekako so tiho. Dobro, ni važno. Jaz bom zdaj zapel eno pesem o moji babici. Moja babi rada vozi se z motorjem. Lahko naredite tudi kačo, če hočete. Lahko plešete tukaj spredaj, karamba, tak. Če pa ne hočete, pa ploskajte celi čas, zraven bo šlo. Jaz pa bom prišel med vas, pa vam bom babico pokazal točno Grandus ideo, ker se ni videla vdaleč. Kaj je? Zakaj ti mene kličeš? Sidi. Na vrsti si. In mirno, karamba. Na vrsti sem. Pidi, ni bilo tako scenarijev, ti kar začneš. Začneš kar, karamba, ne vem kam scenarij, karamba pa scenarij. Glavne, moja babi rada vozi se z motorjem, bo šlo? Pa kaj me tako gledate? Ja, malo poj zraven, karamba, sodeluj. Dela zunaj je mrzlo, moraš se malo segreti, da te ne vzeblo potem. Dobro, gremo 3, 4, maestro. Najprej boste slišali motor Carly Levison, ki ga je kupil predsednik Delan Amerika, Baracka Obama, oni črni. In gremo 3, 4, 8. Ja, lepo je, ne? Tako se fajn čuje, ne? Zdaj, veste, kak je, jaz sem stanovnika poklicala. Sem rekla, gospod Janez Stanovnik, narod je vstal. Je rekel gospod Stanovnik, ne samo, da so vstali, tudi trdno bojo stali in obstali. In pa sem rekla, gospod kardinal, ki je bil glih tu, ne, sem rekla, gospod Rode, mogoče bi pa vi povedal, ne, zdaj, če je narod stal, ne, kak je to, ne, je rekel gospod Rode, seveda, veste, dragi bratje in sestre, gospod Stanovnik, vaš cenim, ampak, veste, uporaba teh besed tako, da nekaj ustane in potem trdno stane, mislim, da ni prava. In slovenskega človeka zavaja. No ja, se mi zdi, teta Tončka, ti imaš veliko prijateljev na Facebook profilu. Ja, jaz imam Facebook profil. Kaj? Facebook se reče. Aha, je prav. Ja, ker rečeš Facebook. Aha, Facebook. Bog, ja. Prejle sem videl, tako malce se Zdaj bo pa Franca Bog. Tako se to reče, ja. Kako? Franca Bog. Sem videl, prejle si bila tako malce čustvena, ne? Belo obliko si že nosila, tako solze so tekle. Da se spomnim, kako sem jaz to leta 62 nosila. Kaj? Ja, belo obleko. Pol pa se samo črne naprej. Kaj je ostalo kaj od tega, ko si črne obleke nosila? Ja, je ostalo. 2 kolka znucana. Dajva raj napovedati osrednjo gostiteljico večera, veš, kdo je to? Ja, da me tako noro vprašaš. Ja. To sem jaz. V Benediktu je že dišalo po Eurosongu, a sedaj bomo nekako se spomnili tam polovice 60-ih, ko je naslednja glasbena gostja prepevala na Eurosongu za Monako. Tam v začetku 70-ih pa je zastopala seveda tudi tedanjo Jugoslavijo. Več kot 50 let glasbene kariere. Dame in gospoda, Tereza Kesovija. Jaz imam rada ono o mami.
Lepo je bilo. Aj, vidiš, tako bi mogli imeti namesto tote politike. Pa bi se vsi lepše imeli. Sem klicala v Ljubljano gospoda Jankoviča. Sem ga vprašala, Zoki, zdaj se vam pa malo trese, ne? Je rekel gospod Jankovič, ne, poslušajte, ne. Meni se nič ne trese, ne, dokler je na Cipru gotovina, ne. Vidiš to? Sem rekla, gospod Jankovič, če vam lahko dam en nasvet. Jurček naj gre za mandatarja na Ciper. To bi bilo fajn, ne? Pa sem rekla, gospod Jankovič, pa mu nikdar nič ne rečete, ne? Pa je rekel gospod Jankovič, ne, jaz sem mu že rekel, ne, Jurček, ne. Dokler nisem predsednik vlade, marš na Ciper, ne. Ja, samo se ga ne prime, ne? Je prišel nazaj v Slovensko Bistrico. Si moraš misliti, jala? Župan, še malo pa po Benedikti. Malo manjka. Ja, sem rekla Pečeto, če ste Kanglerji svetoval za 93.000 evrov, Boga mi Jankovič lahko dvakrat zaračunate. Pa se je Bučar oglasil. Ja, ne, v času Jugoslavije, ne, da si rekel, da boš kaj zaračunal, so te prebil pa napodil, ne, ja. To je bilo v časi Jugoslavije, te ni doben upa računati, so vsi zastonj delali. Ne, poslušajte, ne, spoštovani volivci, ne, spoštovali Miro V. Kodrič, ne, tudi vas bom plačal, ne. Ja. Veš, kaj je najboljše pri Milanu Zveru? Lahko 1 uro laplješ, a on je zmrtiho. Jaz ti verjamem. Tak je kot ti cuker, tak bi ga slekla. Ti, daj pokliči onega, naj sneg skida. Kak je te tu sneg zapal, kaj nam streha spuša? Pa ni vredi je. Vredi. Ti, Miro, veš, kaj je Slavoje Žižek rekel, ko je bil na koncertu od Januša? Ne. Zdaj, ko sem poslušal tega avtorja, no, izvajalca, moram reči, da sem se čudil, odkot ta človek potegne to intonacijo. In sem samo trenutek, da dokončam tezo, samo trenutek. In sem potem prišel na idejo, da je ta človek to intonacijo potegnil z riti. To ni moglo biti nič drugega. Hvala lepa. Teta Tončka, ampak ti se zelo živiš, ne? Sem šel kar malce na distanco. Ne, ker gospod Žižek se tak živi, da ponavadi prva vrsta se briše kot ti. Spet lahko se nekako dotikava zgodovine. Ti se spomniš tistih 50 let nazaj na rečne popevke Vesela jesen, se spomniš? Čuješ, kaj me take sprašuješ? Jaz se ne spomnim, kaj sem včeraj jela. Ne, se 50 let nazaj spomnila. Samo sem pa imela eno skupino strašno rada. Ja, katera? Strašno rada sem poslušala. Samo pa sem Petru omenila, tam pa sem rekla, Peter, cmok, cmok. Peter je pa rekel, moram na oder. Beži v rit, od tebe pa nič nočem.